Danes pa nisem ne v Julicah, ne v Karavankah, ne v Kamniško-Savinjskih Alpah, ampak kar v Karnicih. Grem pa na najbolj vzhodnega 2000-čaka v tem gorovju, takoj za slovensko mejo na Ojsternik, ki je dobil ime, ker naj bi bil oster, ušpičen, vsaj tako izgleda z druge strani iz Ilske doline, ampak pravzaprav temu ni tako, gre za precej kopast vrh, tako da bo šlo za lažjo turo. Razgledi planine, mislim, da bo prav fajn, če se le razkadijo oblaki. Zapeljal sem se mimo Rateč pa do Trbiža, do vasi Ukve, nato pa navzgor po ozki gorski cesti po dolini Ukve in parkiral tule pod kmetijo Rosič. Zdaj pa akcija. Po gozdni cesti sem se najprej povzpel do koče Nordija in nato še 10 minut naprej na prelaz Lom in sem pravzaprav zdaj že v Avstriji. Tule je tale slikovita planina Dolinca. 3 kilometre, 300 višincev, približno 40 minut vzpona. Zdaj pa nazaj v Italijo, no pravzaprav vse to je zamejska Slovenija in po južnem pobočju proti vrhu Ojsternika. Vreme me zadnje čase malo heca, napoved ni bila slaba, zdaj pa bolj slabo kaže, da bo na vrhu kaj razgledal.
Tole turo bo vsekakor treba ponoviti. Veter je prinesel oblake na vrh Ojsternika in zakril razglede, ki sem jih pričakoval. Ozilsko dolino se še vidi, ne pa proti okoliškim goram. Proti vzhodu je Dobrač, proti jugu pa zahodni Julici. Od Mangarta do Montaža, tudi Višarje bi se lepo videle. Sicer pa lepa tura, nezahtevna, primerna za vse. Dobri 2 uri sem potreboval 860 višinskih metrov, 7,5 kilometra. Od Koče Nordijo pa do Bistriške planine, kjer je res ogromno konjev pa krav, sem potreboval 45 minut. Potem pa sem šel s planine po levi poti, po italijanski strani, po Mulatjeri do vrha, do najvišjega vrha 2052 metrov. Zdaj pa sem se spustil še do vzhodnega vrha na 2032 metrih, kjer je križ. Navzdol pa grem torej po desnih potih po avstrijski strani nazaj na Bistriško planino. Fajstritzalm, nekaj takega pogledati, če je Koča odprta, če bodo imeli kakšen apfelštrudel. Sestopil sem po drugi poti, nisem šel z Bistriške planine proti Koči Nordijo, ampak prečno prek planine še do kapele Marije Snežne in od tam navzdol po sosednji grapi ob potoku Pleča. Ta pot je nekoliko strmejša, sem pa zdajle na izhodišču v 1 uri. Tako da je nastala taka lepa krožna tura, 13 km, če parkirate tu na zadnjem parkirišču na koncu asfaltne ceste, sam sem še kilometer niže, tako da bo 15 km. Se pa lahko naredi po Bistriški planini še kakšen dodaten krog ali pa skoči še na kakšen nižji vrh okrog planine. Ampak to za naslednjič, ko znova pridem, ko bo lepše vreme in lepši razgledi, predvsem proti zahodnim Julicem. Enkrat imam v planu priti v Karnijske Alpe za 3-4 dni, da naredim več tur. Tale je bila moja druga v tem gorovju. Lani jeseni sem bil na Cermuli, tule par kuclev naprej. Takrat za koncema Habjan, ki sta izdala knjigo Karnijske Alpe med Dolomiti in Julici, planinski vodnik, kjer najdete ideje in pa napotke za tako lahke kot nekoliko bolj zahtevne ture po teh hribih. Tale, ki sem jo danes naredil, je prva opisana v tem vodniku. Ste že bili v Karnijskih Alpah? Kaj vam je bilo najbolj zanimivo? Napišite v komentar, delite svoje izkušnje. Pa hvala, ker ste video gledali do konca.